gospod dekan, dragi ostali duhovniki, padri brati frančiškani, ministranti in dragi vsi ostali romarji. Dom, hiša nas je sprejela, Marijina hiša in brez hiše, brez doma je človek ne samo izgubljen, nima varnosti, nima dobrine, nima gotovosti. Zato je prav, da poronamo Marijina Krst, kjer je bila prav tista hiša, v kateri je sprejela Božjega Sina, prav tista hiša, ki je tudi Božjega Sina spustila v svet, da oznanje Božje kraljestvo, prav tisto srce, ki je v tej hiši bilo in je stalo pod križem, ko je sin umiral. Zato je prav, da v tej hiši se učimo graditi tudi naše hiše, naše domove. To so najprej naše družine, naša župnijska občestva, to so naše redovne družine, to je duhovniški stan, to je za vse nas delovno mesto, tudi naša domovina, svet, kjer živimo in delamo. Da bi lahko gradili hišo in dom, danes Marijo prosimo, da bi, če pogledamo na križ, imeli takšno držo, kot jo ima njen sin, ki je bil v njeni šoli. To je drža odprtih rok. To je drža, ki ljubi, ki ima srce odprto za Boga, za očeta in za bližnjega. In to je prva drža, s katero gradimo hišo in dom, da imamo držo ljubezni. Chester Stone je napisal: ljubi svoje sovražnike in med sovražniki so prvi moji najbližji. To se pravi, to lahko postane moj mož, moja žena, moji otroci, to lahko postane moji stari starši, to lahko postane kakšen od sorodnikov. Zato se danes pri Jezusu in Mariji učimo, kako naj ljubimo svoje najbližje, da bomo zgradili dom po nazaretskem vzoru in v njeni toplini. Prosimo torej na prvem mestu za ljubezen do najbližjih v našem domu, v naši družini. Potem prosimo Devico Marijo, ko smo prišli k njej, da odpiramo srce še za druge bližnje in da našega duha nikoli ne zamorimo ali omejimo samo na našo hišo in samo na zemljsko bivanje. Zakaj pri Marijini hiši? Ker je Božja beseda stopila in postala človek. Vidimo, da je človek poklican, s krstom usposobljen, da gre k Bogu, da gre v večnost. Zato ne smemo biti ozki v naših pričakovanjih, v naših vrednotenjih, v naših željah in hlastanjih, moramo biti široki. Hrepeniti moramo po svetosti, po nebesi, po Bogu, po Mariji in svetnikih, ki v nebesih živijo. Zato naj se ne zadovoljimo z menljivimi stvarmi, ampak si prizadevamo za večne, ki večno ostanejo. Postopamo v Marijino hišo, ko pri njej prosimo za milosti, da bi v naših hišah živeli topline doma, se pri Mariji učimo še dve konkretnih drž. Prva je, da se Marija ne upira Božjemu načrtu za njenega sina. Tej skušnjavi se odreče. Marija sprejme, ko reče starček Simon v templju, da bo meč prebodel njeno srce, sprejme, da bo morala iti skozi trpljenje, da bo morala iti skozi gledanje smrti lastnega sina, da bo šla v bolečino ločitve od sina, ker je to Božji načrt. Zato tudi mi sprejmimo Božji načrt, ki gre v našem življenju, tako kot v Marijinem, večkrat skozi meč, skozi križ, skozi nerazumevanje, skozi trpljenje in bolečino. In samo, če ga sprejmemo kot, da je to del Božjega načrta, ki vodi v poveličanje, odrešenje in ustajenje, samo če živimo, da je to Božji načrt, da se je to moralo zgoditi, zgodi se tvoja volja,
potem bomo lahko tudi mi izpolnjevali Božjo voljo. In še ena drža, ki jo danes pri Mariji, ko smo prišli k njej in jo prosili, je drža, da zaupamo očetu in tudi njej, ker je pot do očeta kakor otroci. Z otroško danostjo, z otroško preprostostjo. Med nami je kar nekaj ministrantov, ki so še otroci, in ko imamo ministrantske vaje, ko imamo ponavljanje, kako naj lepo služimo Gospodu, ko se oni med seboj pogovarjajo in igrajo, ko oni tudi srečajo se s bolečino, bodi si v šoli ali kje drugje, ko se tudi med seboj kdaj pod narekovajem zbockajo, takrat začutimo njih otroško srce. Otroško srce, ki se lahko hitro vznemiri, ki se lahko hitro spre, hitro zbode, je tudi srce, ki se hitro spravi in smeji, poda roko, zopet skupaj zaigra. Prosimo Marijo, da bi imeli takšno otroško srce v naših domovih, kjer gradimo dom in v naših župnijah in tudi vsak v svojem služenju. Dragi bratje in sestre, in ko smo prišli Mariji, da bi zgradili tudi mi naše domove in naše družine po Marijinem vzoru in priprošnji s odprtimi rokami, s odprtim srcem, da bi imeli tudi najbližje za tiste, ki jih ljubimo, moramo se zavedati, da nam pri tem pomaga eno veliko orožje, ki je na dosegu roke in ki je vedno pri nas. In to je molitev rožnega venca. Verjetno veste, da je sveti Dominik skupaj s svetim Frančiškom v njegovem času močno pospeševal molitev rožnega venca. In lepa je zgodba ali legenda ali pripoved, ki govori o tem, kako je Dominik hotel osvoboditi tiste, ki so bili obsedeni od posvetnega, hudega duha, in tega je danes v našem času veliko, že med mladimi, pa tudi srednjih generacij in starejših. In sveti Dominik je dal nalogo vsem, da naj molijo rožni venec. In ko so ljudje začeli moliti rožni venec, da bi se ljudje osvobodili, da bi osvobodili tisti, ki so bili obsedeni od hudih duhov, se je naenkrat zgodilo, da je Dominik imel videnje nebeške Matere Božje in videnje tudi vseh hudih duhov. In takrat je lahko se pogovarjal z njimi in je rekel hudim duhovom, česa vas je najbolj strah, koga se najbolj bojite? In so vsi pokazali na Marijo, ona je naša sovražnica, ona osvobaja največje grešnike iz smot, ona osrešuje vsakega smrtnika, ki se na njo vrne, ona osvobaja iz rok kneza teme, ki nas hoče odkloniti od Kristusa, njegove ljubezni in odrešenja, in osvobaja jih tako, da ljudje molijo rožni venec. Ko molite rožni venec, takrat smo mi resnični. Takrat tudi duhovi bežijo, takrat so premagani, takrat Marijino delo odrešenja, posredništva, posredovanja milosti zmaguje. Zato, bratje in sestre, radi molimo sveti rožni venec, sedaj v postnem času, v oktobru, maju, pa tudi sicer vsak dan. Kdor moli rožni venec, ta se posvečuje, ta postaja močen, ta postaja samozavesten v veri, ta postaja pogumen v pričevanju, ta zmore izpolnjevati Božji načrt in nositi mnoge težave. Kdor moli rožni venec, je tisti, ki ima Božje orožje v rokah. Kdor moli rožni venec, pravi sveti pater Pij, je kakor tisti, ki je držal in drži Marijo nebeško Mater za roko. Zato ne pozabimo na to močno orodje in orožje, ki ga imamo v našem času. Za nas, za naše bližnje, za vse tiste, ki potrebujejo roko, ki jih ljubi in odreši. Dragi bratje in sestre, danes smo prišli v hišo, ki so jo angeli iz Nazareta prinesli Mariji, se je tukaj ustavili in potem odnesli naprej v Loreto. Danes smo prišli v hišo pred Marijino milostno podobo, ki je kronjena
in ki krona tudi naše družine in naše življenje. Zato z otroško danostjo molimo, zaupajmo, se veselimo in postno prenovljeni podimo na svoj dom po drugi poti, ki se imenuje nov človek sem, odrešen sem, poln svetosti, pravnodušnega življenja. Hvaljena bodi Gospod, hvaljena bodi Devica Marija, hvaljena bodi Cerkev, hvaljena bodi vsak izmed vas, ki te danes sprejema za brata in sestro v naši Božji hiši, ki je župnija, ki je cerkovna slovenska, ki je slovenska frančiškanska provinca, tako Božji, zdaj in vekomaj. Amen.